Pravljica o merjascu, čekančku in jezi. Globoko v gozdu se je v zaraščeni votlini pod strmim previsom nahajalo dobro skrito leglo divjega prašiča. Merjašček čekanček je bil med vsemi številnimi bratci in sestricami najbolj obilne postave. Svetlo rjava dlaka se mu je v soju sončnih žarkov skoraj čudežno prav rdečkasto obarvala, če pa se je še dodatno razburil, mu je rdečina oplila tudi celoten prašičji gobček. Izpod zvedavih oči in velikih uhlov sta mu pod okroglim rilčkom iz ust trlela tudi dva majhna zobka, na katera je bil še posebno ponosen. Krepko grajeno telo je bilo povsod pokrito s ščetinasto dlako, prav na koncu katere je oviš trlel tudi močan zavit repek, ki ga je krasil čop prav imenitnih dlak. Jaz sem najmočnejši. Imam ogromne čekane, na katere vas nataknem, če se mi ne umaknete, je grozeče krulil naokoli in največkrat nevljudno in precej grobo izrinil svoje vrstnike od materinih seskov. Umaknite se, jaz sem nevarni in nenasitni čekanček in potrebujem čim več hrane, je krulil tako na glas, da je včasih prestrašil še samega sebe. Bil je nagle jeze in kar zaripal od besa, če mu je kdo samo skušal prekrižati pot. Nekaj bratcev se mu je nekoč družno postavilo po robu, vendar je vse tako premikastil in obrcal, da so se od takrat raje tiho potuhnili in se še pravi čas umaknili. Jaz sem nevarni čekanček, bežite, je poskakoval naokoli na debelušnih kratkih nogicah ter z umazanimi parkeljčki copotal po blatnih tleh. Mama merjaščevka je samo nemo skomigala z glavo, stresala z uhlji ter se zaskrbljeno spraševala. Le kaj bo s tem pujskom, ko odraste? Dnevi so tekli in ker si je zaradi ustrahovanja vrstnikov in nagle jeze čekanček vsak dan dejansko prisvajal več hrane, je postal resnično najmočnejši in najbolj obilen v celi prašičji družini. Vendar je včasih v tekmovanju s svojimi bratci in sestricami potegnil tudi krajši konec. Pri otroških igrah je na močvirnatih tleh na cilj vedno pritekel zadnji, saj se je zaradi velikanske teže pogrizal v mehko blato skoraj do rivca in se potem na veselje vseh komaj skobacal na trda tla. Tudi pri čofotanju v rečnih plitvinah mu ni šlo najbolje, pa če je še tako krilil in sopihal naokoli. Ko so se na hrbtu dričali po nabrežinah, je znalo biti celo nevarno, saj se zaradi teže ni mogel pravočasno ustaviti in je treščil v kakšno oviro. Nekoč bi skoraj omahnil preko skalovja, pa še pošteno si je obrusil nežno kožo na zadnjici. Ob takih dogodkih se je zaradi svojega neuspeha tako razjezil, da je postal rdeče zaripel prav do vršička svojega rivca. Čekanček, rdeči telebanček, je nekoč privoščljivo zacvilil najmlajši bratec in jo veselo pobrisal na travnato zaplato sredi blatnega močvirja. Pa me ujemi, če me moreš, debelinko. Čekanček se je kot velika rdeča ognjena krogla izstrelil proti navihanemu bratcu, a že po nekaj smelih korakih skoraj potonil v globokem blatu. Blub, blub. Ti že pokažem, ti mali zobotrebec, je grozeče zakrulil čekanček in se od samega besa
pričel kar daviti v blatni kopeli. Vsi so veselo opazovali dogajanje in se prikrito hahljali in nasmihali. Sedaj je tudi čakanček nejevoljno spoznal, da kljub svoji moči bratca ne bo lahko ujeti, in se je godrnaje potuhnil ob robu močvirja. Le čakaj, lakota in strah bosta opravila svoje. Spustila se je noč in mali prašiček je vse bolj prestrašeno zrl dal proti mamini votlini. Začel je drgetati po vsem telesu. Kmalu se je oglasil tudi prazen želodček. Zebe me, le kje je mama, pa hrana, je žalostno zacvilil. Ni več zdržal. Po drobnih nožicah se je pritajeno in kar se da tiho odpravil preko močvirja in jo počasi ubral proti mamini votlini. Zdajci pa je počilo kot gromska strela. Ogromno čekančkovo telo je iznenada podrlo malega bratca na tla. Na, ti bom židal rdečega telebančka, je grozeče zakrulil in ga oplazil z ostrimi čakani, da je le ta samo prestrašeno zacvilil. Au, ti grobjan, boli, je tiho zajokal. Sedaj je pa zadosti. Se je kar naenkrat iz goste teme dvignila črna mamina senca in besno zarohnela. Oba bom našeškala, da bosta kar plava od modric. Grožnja je očitno zalegla, saj sta poredna pujska ob cvilečem stokanju in vsa solzava pri priči odskakljala v votlino. To ni pošteno, je čekanček v krčevitem joku kasneje v toplem zavetju skušal nasprotovati mami. Jaz sem vendarle najmočnejši in najbolj pameten od vseh vrstnikov, pa ščitiš tega smrkavega prašička, čeprav se norčuje iz mene. To vendar ni pravično. V naravi ni enakosti, ampak samo bitka za oblast in preživetje, se je raztogotil, da so musline kar brizgale iz zariplega rilca. V tej votlini ste vsi enaki, vsi ste moji otroci in vse imam enako rada, se je sedaj razbesnela tudi mama Merjaščevka. Sicer pa se konec tedna vrne oče iz popotovanja. Bomo videli, kaj on poreče na vaše razprtije. V trenutku je zavladala tišina, saj so se očeta vsi bali. Občasno se je iz teme zaslišalo samo pol tiho smrkanje, a kmalu je prevladalo enakomerno dihanje in divji prašički so se počasi zazibali v trden spanec. Naslednje jutro so bili vsi resnobni in bolj ko ne redko besedni. Ranjenemu prašičku je mati večkrat na dan nežno mazilila čakanove sledi. Čakanček pa je jezno in namrščeno ždel v kotu votline kot velika rdeča, žareča krogla, ki se bo zdaj razpočila. Nemo je zrl predse in potihem mrmral. Jaz pa telebanko, ko imam vendar toliko pameti kot vsi drugi skupaj. Pa da sem debelinko, samo močan sem in sposoben, idealen vodja bodočega prašičjega tropa celotnega okolišča. Kaj je cmeravko, je posmehljivo nagovoril najmlajšega bratca. Se boš še naprej slinil? Bratec je zopet bruhnil v krčevit jok. Vidiš, mama, kakšen je, namerno me napade in poškoduje, zdaj pa še zaničuje. Res ni lepo, čekanko, je kritično pripomnila mama Merjaščevka. Nikoli se ne bi smel spravljati na šibkejše od sebe in nauči se že enkrat obvladovati jezo, saj boš morda nekoč srečal nekoga, ki bo močnejši od tebe.
Materina izjava je prebila sodo dno. Čekanko je kot v eksplozivnem stanju odbrzel iz votline in v neukrotljivem besu podrl na tla celo nekaj bratcev in sestric. Izginil je v gostem veljevju in za njim se je v trenutku izgubila vsaka sled. Stopicljaje je brzel skozi gosto podrast, kar so ga nesle kratke nožice. Kakšna krivica, je jezno ponavljal, da se take stvari dogajajo tudi najboljšim. Res nezaslišano. Jezno je pogledal okoli sebe in presenečen opazil, da se je kar naenkrat znašel v svetu, ki ga še ni poznal. Ah, pa kaj, je glasno zakrulil. Saj sem že odrasel in zadnji čas je, da vsem dokažem, da sem najbolj sposoben, najmočnejši in da se znajdem v vsaki situaciji. Z rilcem je pričel v hitrih gibih vohljati naokoli in strogo namrščil svoje drobne oči, da so skoraj izstopile iz očesnih jamic. Da bi izgledal sila pomembno, je prevzetno dvignil svoj pogled in pričel kar se da strokovno opazovati okolico. Ker mu je že pričelo malo kruliti v želodčku, se je spomnil besed očeta merjasca. Divji prašiči smo vsejede živali. Velik del naše prehrane predstavljajo plodovi gozdnih dreves, kot so kostanj, žir in želod. Včasih pa se prehranjujemo tudi s koreninami, gomolji, zelišči ter celo mrhovino. Jah, pa saj verjetno ni mislil resno, je pomislil Čekanko in nakremžil ozke ustnice. Ob gozdni stezi je takoj opazil različne oblike vdrtih sledi. Odkril je odtise parkljev srnadi, potem številne plitve stopinice malih glodavcev, pa tudi nenavadne, precej velike ploščate vdolbine čudnega vonja, ki ga do sedaj še ni poznal. Z močnim rilčkom je pričel previdno brskati in riti po vlažnem mahovju. Odlično razvit voh ga je vodil, da je pri priči odkril slastne deževnike, si privoščil številne mesnate ličinke in se na koncu posladkal še z okusnimi žuželkami. Kaj boš preoral ves gozd za teh nekaj grižljajev ostudnega mrčesa? Je zdajci završalo izza gosto razpredenega grmovja. Ik! Je v smrtnem strahu zacvilil prestrašeni Čekanko. Ko pa je med zelenjem opazil drobno srnakovo glavico, si je hitro oddahnil, se odkašljal in z nizkim glasom zakrulil. Kako si drzneš motiti mirne, varnega Čekana, lahko bi te zmlel v prah, če te ne bi še pravočasno opazil, ko tako glasno ragoviliš naokoli. No, spoštovani gospod Čekan, pomirite se, saj vam nisem hotel storiti nič žalega, je srnaček hitro odgovoril. Tu blizu živi človek, ki ima okoli svojega brloga same dobrote, ki kar vabijo, da si jih privoščiš. Meni najbolj tekne sladka mlada koruza, tvoja prašičja družina pa tam koplje okusne gomolje ter si včasih privošči celo sveža kurja jajca. Ampak pazi se, človek je nevaren. Dobro si zapomni, kaj ti rečem. Boj se njegovega vonja in vtisov, ki jih pušča le na 2 nogah. Smešno, kaj ne? In že je prijazni srnaček smuknil v goščavo. Bah! Pa kaj še, kakšen človek neki, se je namrgodil Čekanček. Oče je dejal, da sta naša največja naravna sovražnika le volk in ris, pa še oba bi lahko kar naenkrat pohrustal za malico. Naj kar prideta. Čekanček se je brezskrbno odpravil naprej po stezi
in v daljavi hitro opazil nenavaden človeški brlog. Neznani vonj je bil vse močnejši in ploščate stopinje vse bolj pogoste. Tedaj pa je završalo. Čakanček je s parkeljci iz sprednje nogice nevede stopil v nastavljeno zanko, ki je sprožila močno vejo, in ubogi prašiček je nenadoma obvisel v zraku. Še sreča, da je bil tako obilan in da se je drevesno deblo zaradi njegove prekomerne teže upognilo skoraj do tal. Najprej je od strahu čisto obnemel, ko pa se je zavedel, kaj se je zgodilo, je pričel neutolažljivo cviliti. Minute so nezadržno tekle in če bi se čakančku zanka zadrgnila okoli vratu, bi se že zdavnaj znašel v prašičjih nebesih. Sedaj, ko je brezmočno, že skoraj ves otrpu obvisel na debeli vrvi, se je iznenada spomnil svojih dragih bratcev in sestric in se naposled zavedel krivice, ki jim jo je prizadejal. In če bi le lahko še enkrat videl svoje drage starše. Jeza je izginila. Ostalo je samo še globoko obžalovanje. Minila je že debela ura in čakančkovo cviljenje je počasi potihnilo in se spremenilo v polglasno ihtenje. Zdajci pa se je z gostim vejevjem obraslo grmovje ob stezi začelo premikati in čakanček je v kotičku svojega očesa opazil temne sence, ki so se vedno bolj približevale. Ojoj, je žalostno zacvilil. Grozljivi človek prihaja, sedaj me bo nataknil na svoj raženj. Smrkavec neprevidni, prav v past je stopil, je zdajci zarohnel grozeč glas in čakančku so stopile kar solze v oči, ko je v mogočni temni prikazni prepoznal svojega dragega očeta. Ta je kot najstarejši in najbolj izkušen vodil ogromen trop divjih merjascev, ki so se čez dan zadrževali v gosti vegetaciji, ko pa je padel mrak, so se odpravili na njive po hrano in se zjutrom zopet vračali v goščave. Z velikimi ostrimi čekani je oče presekal vrv čisto ob deblu in čakanček je s strašanskim pokom tresknil ob tla. Ko ga je oče osvobodil še zadrgnjene vrvi na nogici, se mu je le ta hvaležno približal ter se svojim rilčkom hvaležno podrgnil ob očetov uhelj. Rdečina čakančkove kocinaste dlake je izginila in kot začuda je bil čakančkov rilček čisto mirnega videza in za spremembo ni več odseval ognjeno rdeče barve. Vidiš, sine, je pokroviteljsko dejal stari merjasec, treba se je naučiti obvladovati jezo in raje vso energijo usmeriti v reševanje problema in osebno motivacijo, ker boš s tem dosegel vse, kar boš želel. Nepremišljene ter nagle odločitve vodijo vsakogar v težave in dolgoročno ugotovi propad. Namesto, da bi se stalno dokazoval drugim, raje tekmuj s samim seboj in si postavljaj realne cilje. Tako boš dosegel tako osebno rast kot tudi mir in sožitje z drugimi. Spomni se, kaj ti govorim že od malega. Mlada kri mirno ne stoji. Čakanček je samo ubogljivo prikimal ter se za očetom hitro in stopicaje odpravil v goščavo. Še pred večernim mrakom sta dosegla domačo votlino. Prestrašeni merjaščev, ki se je odvalil kamen od srca in radosti ter veselja ob ponovnem srečanju z bratci in sestricami, ni bilo ne konca, ne kraja. Ko se je prevesil večer v noč, se je utrujeni čakanček
ljubeče stisnil k najmlajšemu bratcu in ga prosil odpuščanja. Še preden je zaprl težke veke in prikril solzne oči, se je globoko zamislil. Pravi vodja ni tisti, ki usmerja z jezo, ustrahovanjem in z napadalnostjo, ampak z razumom ter z odločnostjo. Vodi premišljeno, s pravim občutkom in dobro ve, v katerem trenutku lahko uporabi svojo moč. In vsa prašičja družina se je kmalu mirno predala zasluženim sanjam.